veš, ko mi gremo zdaj nekam? Imamo dve stvari planirane. Prva stvar, Raceland, razloži tam, kaj se dogaja. Druga stvar je pa malo presenečenje, pa še ne smemo povedati, zato, ker bo Avo, če ne bo res na Hardscal, pelala v Keleno, v Zagreb, v živalski vrt. To se pravi Raceland, Clio RS, pa živalski vrt. Zdaj, ta prva stvar, ki moramo Clio RS povedati, je to, da če govorimo tukaj o kakšni družinski uporabnosti, ja, mislim, kar se prostora tiče, tako kot navaden Clio. Kar se pa udobja tiče, stari, to je pač hot hatch. Ava, tam na zadnji, recimo par dni nazaj, rabila veliko dlje, da je zaspala, zato ker je avto skozi ruku. Pa poleg tega, da je face start, je tudi dosti glasnejši. No, tako mi smo tukaj na Racelandu, te zeleni krempli za mano. Mansta! Oni so tukaj organizirali en tak event, ki je v osnovi dosti razborljiv, koliko točen bom pa zdaj pokazal. Dajzi, yo, what are we gonna ride in? So this is my Nissan GTR. It's a V8 single turbo. Turbo is absolutely massive. Stari, glej to. It makes 1200 horsepower and she's Right now 1200? right now 1200 horsepower. It's basically a full-blown racing car. In fact, this was the first Nissan GTR into Germany. Gremo probat. Veš, ko pravijo, da drifterji, da to niso ta pravi dirkači. Bullshit! Valjda driftanje je zelo daleč od tega, da bi bila to najhitrejša pot čez ovink, ampak ti veš, kakšno mero preciznosti, počasih tudi iznajdljivosti zahteva ta šport. Ko gledaš usklajenost rok, nog, volan, prestavna ročica, ročna, sklopka, gas, come on, it ain't no joke. Je pa GTR valjda predelan na zadnji pogon, v osnovi jebemo vraga. Je to avto s štirikolesnim pogonom, a ni to en tak lep zvok? Pa še kaj drugega je tukaj za pogledat, le bom zdaj pokazal. Je tako drifterski del, a se ga sliši? Smo oddelali, zdaj pa na vrst še tale model. To je Clio RS, ampak ta Clio RS ni čist navaden Clio RS. A veš, pozoren rataš že zato, ker je vse skupaj bolj black on black scena. Vidiš črn logotip, črni črki RS. Jaz se upravičujem, včeraj je bil avto še čist, pa se je pa vstal. Ampak veš, tu tukaj je black on black. Let's go black! In zdaj kljub temu, da smo zaključili z driftanjem, da smo se oddaljili od derkanja, pa se preselili na serijski avto, pravzaprav je tole hudo omejena izvedba, smo prišli saj še bližji derkanju. A kako te zanima? A vidiš, kaj tukaj piše? RS18. Pa tle na strehi je tudi čist huda nalepka. Po mojem najbolj, če ti pokažem sliko, kako izgleda od vzgoraj. Dobar, ta Clio RS je posebna izvedba, ki je na en način poklon Renaultovi F1 ekipi. Zdaj, kako so ga pa naredili, dosti preprost, vzeli so tako zelo zdravo športno osnovo, to se pravi Clio RS Trophy, 220 konjev, pa dvosklopčen menjalnik, valjda spreden pogon, pa en na hard trd podvozje, tudi to. No pa še en, mislim, dva zelo pomembna detajla, veš tam nad spodaj, ki neki ven potapa, piha pa te stvari. Akrapovič piše gor. Vsakič, ko vidim priimka Akrapovič na kjermokoli avtu, se mi prav fajn zdi. Čak, da malo spucam. Lej no, a nas gleda dober, a? Slišiš? Bop, bop, brop, brop, brop naredi, ko prestaviš dol, a pop, ko prestaviš gor. No, pol, ko se pa noter spremeniš, je valjda tematika tudi face športna, za začetek tukaj le piše RS z velikimi rdečimi, pa pasovi, nisem dobro pokazal, evo, te so rdeči. Pa kupim še nekih drugih rdečih detajlov, tle je ročna, šivi na zicih, prestavna ročica, pa volan, a vidiš, je oblečen v Alcantaro, mislim delno. Zdaj to je meni v osnovi všeč, ker Alcantaro šlatat je full fajn, ampak hec pa je, da ti ko voziš tukaj, pa kjer druge. Mislim, preprijemaš, če je treba, ampak v osnovi mora voznik volan držati takole. Tukaj je pa ustne, tako da ta Alcantara je bolj zagledat, ke zašlatat. Ampak ajde, zdaj sem jaz sam kup stvari naštel. Kakšno je pa moje mnenje o tem avtu? V ovinkih je zelo zabaven, podvozje je trd, kar pomeni, da to godi športnemu vozniku. To sem jaz! Zdaj se avto pele dobro ali ne, to sploh ni vprašanje, zato ker vse. A je motor dosti zmogljiv, mislim, primerno temperamentom, tudi to sploh ni vprašanje. Pri menjalniku gremo pa pol vsak svojo pot. Zdaj tako, če imaš dosti potrpljenja, mogoče malo več kot jaz, pol boš zelo zadovoljen. No, tako dajmo reči, no, velika večina voznikov bo ob običajni vožnji, pa tudi razmeroma
športni, s tem menjalnikom, z kombinacijo motorja pa menjalnika zelo zadovoljna. Obenem pa moram priznati, da so se tudi midva v vinkih fejst fajn imela. Pa ti ne reka, da moram to nujno povedati. Par dni nazaj sva šla na eno rockabilly / pin-up style poroko in je bila noro vesela, ker so se varnostni pasovi ujemali z njeno šminko. Jelač, to je to za danes? Ne, nisem. Ni čisto to še, no.